In prehajamo na prvo točko vprašanja in pobude. Na zastavljena vprašanja samostojnega svetnika SLS Jožeta Korošca bo odgovorila gospa Katarina Vegl, svetniške skupine NSi Bojane Pančur bo odgovoril Timotej Štritov, na vprašanje svetniške skupine SDS Matija Siter Močnika pa bo odgovorila Alenka Babnik. Najprej besedo dajem gospodu Jožetu Korošcu. Izvoli. Ja, hvala za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Moje tokratno vprašanje se nanaša na problematiko šolskih prevozov v začetku letošnjega šolskega leta. Država je ustanovila novo družbo za upravljanje javnega potniškega prometa in s tem povzročila nemalo težav občinam, ki financirajo šolske prevoze. Zanima me, kako je občina Kamnik rešila nastali položaj in koliko naj bi stali stroški prevozov za šolsko leto 24-25. Zdi se mi, da se z ustanovitvijo raznih novih družb in agencij stvari še bolj komplicirajo in so sami sebi namen. Predvsem pa se zruši dobro delujoč sistem, ki je funkcioniral že dolga leta. Hvala lepa za odgovor. Hvala, besedo ima Katarina Vegl. Izvoli. Ja, lep pozdrav vsem. Kot ste izpostavili v vprašanju in ste problematiko izvajanja šolskih prevozov z enormnimi podražitvami verjetno zaznali tudi v nacionalnih medijih, je začetek septembra poleg običajnih priprav staršev, učiteljev, učenk, učencev in vseh, ki sodelujemo pri pripravi na začetek šolskega leta, popestrila tematika v zvezi z izvajanjem šolskih prevozov. Sistem javnega potniškega prometa do sedaj ni imel enotnega upravljalca, ki bi področje celovito urejal in upravljal. To je spremljanje potreb potnikov, določanja optimalne organizacije prevoza, priprava podlag za strateške usmeritve in podobno. S sprejemom zakona o upravljanju javnega potniškega prometa, ki je pričel veljati maja 2022, se je zagotovila pravna podlaga za ustanovitev družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, skrajšano DUJP. DUJP ima ključno nalogo pri upravljanju in integraciji obvezne gospodarske javne službe, javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in gospodarske javne službe železniškega linijskega prometa. Z ustanovitvijo DUJP-a se je oblikovalo upravljanje javnega potniškega prometa v Sloveniji na 3 ravneh. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je septembra 2023 podpisalo koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe, javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu s podjetji Arriva, avtobusni prevoz Murska Sobota, avtobusni promet Murska Sobota in pa Nomago d.o.o. Država je z željo in namenom po učinkovitejšem in predvsem gospodarnejšem zagotavljanju linijskih prevozov potnikov v cestnem prometu pozabila na obseg prevozov otrok v šolo, ki sodijo v okvir lokalnih skupnosti, torej občin. Prevozi otrok so se prej izvajali tudi z rednimi linijami povsod, kjer je bilo to mogoče, z novo podeljenimi državnimi koncesijami pa ponudnikom linijskih prevozov ni v celoti omogočeno pri izvajanju obsega linijskih prevozov potnikov v cestnem prometu izvajati tudi prevoza otrok v šolo. Cilj gospodarnosti razpisane koncesije za upravljanje linijskih prevozov v cestnem prometu je posledično lokalnim skupnostim, torej tudi občini Kamnik, zaradi pogoja, da morajo prevoze v šolo ponudniki izvajati z ločenimi linijami, povzročila bistveno višje cene prevozov, kot je bilo pričakovati, oziroma so bile cene v preteklosti. Občina Kamnik je zaradi poteka pogodbenega obdobja 5 let ob koncu preteklega šolskega leta pripravila razpis za izvajanje šolskih prevozov. Na razpis za sklopa je prispela le ena ponudba, sicer Arriva d.o.o., ki je bistveno presegala zagotovljena sredstva. Ocenjena vrednost občine je bila 290 tisoč evrov, prispela ponudba pa je bila v višini 1 487 708,96 evra in bila skladno z ZJN-3 ocenjena kot nedopustna. Pogodba pa je bila podpisana za razpisane sklope B, C, D in E in sicer v višini slabih 432 tisoč evrov in sicer z 2 prevoznikoma, Pestotnik Miran SP in pa Edita Urankar SP. Občina Kamnik je po prvem neuspelem razpisu v sodelovanju z DUJP poskušala najti ustrezne rešitve nastale situacije. Tako so bile nekatere linije šolskih prevozov, kjer je bilo to mogoče, združene in usklajene z rednimi linijami prevozov potnikov v cestnem prometu. Po uskladitvi linije je občina Kamnik objavila nov javni razpis za 8 linij in prejela eno ponudbo v vrednosti 1 135 849 evrov, kar je še vedno predstavljalo več kot 2-krat višjo ceno od cene v preteklem obdobju. Občina tako tudi na ponovljenem razpisu ni izbrala nobenega ponudnika.
Občina Kamnik je do priprave in objave novega razpisa zagotovila prevoze za 9 relacij za vse upravičene učenke in učence v naši občini, kljub temu, da je bila soočena z novimi in dokaj nepredvidljivimi okoliščinami glede prevozov v šolo v začetku šolskega leta. Javni razpis za izvajanje šolskih prevozov z avtobusi za 9 relacij za 5-letno obdobje je bil objavljen v preteklem tednu. Glede na navedeno je težko predvideti ceno za opravljanje prevozov, ki jo bodo ponudniki ponudili na javnem razpisu. Predvidevamo pa, da smo s tem, ko smo si zagotovili dodaten čas za optimalno pripravo relacij, zagotovili večjo konkurenčnost trga in s tem pričakujemo nižjo ponujeno ceno avtobusnih prevozov šoloobveznih otrok. Kljub precejšnjemu izzivu je občina Kamnik zagotovila, da otroci vozači v šolo in domov prihajajo pravočasno in pa predvsem varno. Hvala. Hvala. Želite dodatno vprašanje? Izvolite. Ja, hvala za odgovor, mislim, da je kar zelo v redu odgovor, ampak drugače pa vem, meni se zdi to popolnoma nesmisel, da recimo redna linija gre se pravi prazen avtobus, vsi ostali, potem pa imamo take težave s tem zagotovitvijo takih prevozov v šolo. Zanima me še, kako pa, ne vem, v Ljubljani potem, a je to, ne vem, ne sme, javni potniški promet v Ljubljani ne smejo otroke voziti, ali ne čisto posebej zadeve, to, ne vem, tam so odrasli gor, verjetno otroci spet ne smejo biti, če tle ne smejo biti, verjetno tudi v Ljubljani ne smejo biti. To je samo moje razmišljanje, ne kot vprašanje. Hvala. Ne gre toliko, da ne smejo, ampak toliko, da so tiste linije podpisane in so zelo jasno določene in niso na teh relacijah, kjer pač se je treba otroke voziti in jih je težko uskladiti, tako da. Hvala. Naslednje vprašanje ima v imenu svetniške skupine NSi gospa Bojana Pančur. Izvolite. Hvala za besedo. V letošnjem poletju so bile občini Kamnik napovedane številne investicije v cestno infrastrukturo. Obnovili oziroma asfaltirali naj bi 17 cestnih odsekov v skupni vrednosti nekaj več kot 4,3 milijona evrov. Nekateri odseki naj bi se uredili v sklopu odprave posledic poplav, nekateri pa v sklopu rednih del. Sanacija naj bi bila ponekod izvedena za celoten odsek, ponekod pa le deloma. Na posameznih območjih naj bi bila hkrati zgrajena tudi druga infrastruktura. V nadaljevanju je vprašanje naštetih tudi vseh teh 17 odsekov, ampak ker je precej številk, bo to itak objavljeno, tako da jih ne bi brala. 26.4.2024 je bil objavljen javni razpis za sanacijo več občinskih cest, ki zajema 2 sklopa. Sklop 1 zahodni del obsega prvih 7 naštetih odsekov in sklop 2 vzhodni del, ki obsega 5 naštetih odsekov. Z izbranim izvajalcem Gorenjsko gradbeno družbo DD je bila podpisana gradbena pogodba v vrednosti 910 753,46 evrov z davkom. Zanima nas, na katerih od naštetih odsekov so bila dela že zaključena, koliko metrov posameznega odseka je bilo obnovljenega, je bil obnovljen v celoti ali delno in kolikšna je vrednost del na posameznem odseku. Na nekaterih odsekih se dela še niso pričela. Kdaj se bodo dela na tem odsekih pričela, kdaj se predvideva, da bodo dela zaključena, koliko metrov posameznega odseka bo obnovljen v celoti ali delno, in kolikšna je predvidena vrednost del na posameznem odseku. Katera druga infrastruktura je bila oziroma še bo hkrati zgrajena in kje? V občini Kamnik imamo še precej kilometrov neasfaltiranih cest. Prav tako imamo kar nekaj odsekov močno poškodovanih asfaltiranih cestišč. Prosimo za točen podatek, koliko kilometrov je v občini Kamnik trenutno neasfaltiranih cest in koliko je močno poškodovanih asfaltiranih cestišč, ki so nujno potrebni sanacije. Menimo, da zadeve na področju urejanja cestne infrastrukture potekajo prepočasi in bi bilo letno potrebno obnoviti oziroma asfaltirati precej več cest. Zanima nas, kako namerava občina Kamnik v bodoče pristopiti k tej problematiki. Hvala. Hvala. Besedo dajem Timoteju Štritofu, vodji oddelka za gospodarske javne službe in finance. Izvolite. Ja, dober dan še enkrat in hvala za besedo in vprašanje. Se pravi, na območju občine Kamnik imamo v tem trenutku še vedno dobrih 110 km kategoriziranih javnih cestišč, ki še niso asfaltirana, pa seveda hkrati številne poškodovane asfaltne odseke. V preteklih letih je bilo s tem že veliko upravljenega, ukolikor pa bi želeli sanacijo cestišč še pospešiti, bi bilo seveda v ta namen v odloku v proračunu treba zagotoviti dodatna sredstva.
informacije v zvezi z deli, ki se bodo še izvajala, bom pa zdaj nekako na kratko povzel vrednosti, ki jih bom pa navajal, so pa vse navedene, se pravi, vključno z DDV, pa gre za pogodbene vrednosti, zato ker kljub temu, da so se dela na nekaterih odsekih že zaključila, še nimamo končnih obračunskih vrednosti, no, tako da to bom pa nekako na eni izmed naslednjih sej lahko predstavil pol čisto točno, ker bomo imeli tudi natančne podatke o kvadraturah in dolžinah posameznih cest. Torej, če grem zdaj na kratko, povzamem zadeve, se pravi odseke, ki so bili v vprašanju omenjeni. Se pravi, imamo dva odseka na območju Kregarjevega, se pravi Kregarjev Gradišek, dela potekajo, to je nekako ta desni krak, se pravi predvidena je sanacija poškodovanih delov asfaltiranega cestišča v dolžini 721 metrov, pogodbena vrednost je znašala dobrih 75.000 evrov. Drugi krak na Kregarjevem, se pravi levi krak, je bil že zaključen, asfaltiranega je bilo približno 670 metrov prej makadamskega cestišča v pogodbeni vrednosti 76.000 evrov. Na območju Stovnika je en krajši odsek, se pravi javna pot 660-513, kjer je pravzaprav vse pripravljeno že za asfaltiranje, bolj kot ne, se pravi asfaltiralo se bo 204 metre sedaj makadamskega cestišča, pogodbena vrednost znaša dobrih 37.000 evrov. Potem imamo odsek Klemenčevo-Zakal, predvidena sanacija je na dolžini 957 metrov v vrednosti dobrih 151.000 evrov. Potem imamo cestni odsek v Kamniški Bistrici, se pravi predvideno je asfaltiranje proti gostišču Kraljev hrib, dela se še niso pričela, pogodbena vrednost znaša slabih 83.000 evrov. Potem imamo odsek spodnje stranje Stovnik, se pravi tukaj gre za odsek skozi vas Stovnik, tisti del, ki je najbolj poškodovan, se pravi tam, kjer je večina hiš. Se pravi, tukaj je načrtovana sanacija približno 440 metrov asfaltiranega cestišča. Zdaj, ker je v naslednjih letih, ker je to območje tako ali tako aglomeracije in je bilo v naslednjih letih tako ali tako predvideno tukaj, da se zgradi kanalizacija, bomo to območje asfaltirali pod pogojem, da se bomo prej z vsemi lastniki dogovorili glede poteka kanalizacije, pogradnje cevi, ker pač ne bomo šli zdaj preplastiti oziroma sanirati asfaltiranega cestišča, čez 2 leti pa vgrajevati kanalizacije, tako da zdaj z nekaj lastniki se že pogovarjamo, v bistvu imamo samo eno tako večjo dilemo za razrešiti, ampak verjamemo, da jo bomo zdaj v naslednjem tednu ali pa 2 in da bomo pač, ker projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je pripravljen, se bomo pa že zdaj poskusili skleniti ustrezne služnostne pogodbe pred pričetkom del, kjer je to pač potrebno, zato da se ne bi naknadno kakorkoli kaj zapletali, se pravi, ko se bomo lotili celotnega odseka kanalizacije. Tako da se pravi, vkolikor se nam bo to uspelo dogovoriti, pa jaz mislim, da se bomo vgradili kanalizacijske cevi pa sanirali dobrih 400 metrov asfalta, vkolikor se pa pač slučajno to ne bi zgodilo, bomo pa to reševali kasneje, ampak mislim, da to bo šlo skozi. Na Lanišah je bilo že zaključeno asfaltiranje približno dobrih 380 metrov prej makadamskega cestišča v pogodbeni vrednosti slabih 46.000 evrov. V Špitaliču se pravi, se dela že izvajajo na javni poti 661-471, se pravi, trenutno je predvideno asfaltiranje makadamskega cestišča v dolžini 636 metrov, čeprav se že nekako pogovarjamo oziroma če se bo le dalo, bomo tukaj poskusili asfaltirati celoten odsek. Zato, ker bom rekel, tukaj so načeloma lastniki dokaj naklonjeni zadevi in nekako zadeve, kar se tiče dogovorov, kar v redu potekajo. No. Tako da, če bo nekako ta pogodba je bila relativno obsežna, tako da, če bojo sredstva dopuščala, bomo poskusili podaljšati traso in da se ta odsek v celoti zaključi. Potem imamo odsek Šmartno-Tuhinju, predvidena je sanacija 150 metrov poškodovanega cestišča, to je mimo cerkve oziroma na območju pokopališča, tukaj se dela še niso pričela, pogodbena vrednost znaša 45.000 evrov. Potem sta za sanacijo predvidena 2 odseka na območju Zajasovnika, eden v okvirni dolžini 158, drug pa 143 metrov, se pravi za asfaltiranje 2 makadamskih odsekov.
Tukaj se dela tudi, če niso pričela, v naslednjem tednu imamo predviden sestanek na terenu, se pravi, določene pogovore smo že izvedeli z lastniki, ampak določene stvari bi se bilo še treba pred izvedbo dogovoriti, zato da ne bi pol nastale kakšne težave. Ker zdaj bom tako rekel, včasih smo se dogovarjali z lastniki travnikov ob trasi cest, zdaj se moramo pa že z lastniki drugega reda travnikov, no, ker pač včasih smo spuščali cesto na prvi travnik, zdaj pa gre na prvi travnik pa še na drugega včasih, tako da moramo vedno večja ta vplivna območja zajemati pri pogovorih. Na območju Laze v Tuhinju se pravi predvideno 183 metrov novega asfalta, tukaj se dela še niso pričela, ampak pričakujem, da se bojo začela vsak čas, upam, da že naslednji teden. Ta odsek ni problematičen, pogodbena vrednost znaša dobrih 33.000 evrov. V Bistričici gre za sanacijo, se pravi na celotnem območju Bistričice, tukaj gre za več odsekov, se pravi sanacija po poplavah, gre za sanacijo skoraj 2,5 km poškodovanega cestišča, veliko je bilo tukaj že narejeno, manjka še recimo del ob mostu, se pravi pri Mariji, tam je treba sanirati vodovod, kanalizacijo pa javno razsvetljavo, tukaj čakamo še določene potrditve strani Državne tehnične komisije, ampak pričakujemo, da bo pač v letošnjem letu, da bo zadeva v celoti zaključena, pogodbena vrednost tega odseka je znašala dober 1.600.000. Potem sta omenjena dva odseka na območju potoka v Črni, se pravi en odsek v dolžini 290 metrov, drug 150 metrov, oba sta bila že zaključena, eden v pogodbeni vrednosti 66.000 evrov, eden dobrih 71. Potem imamo pa še območje Kranjskega raka, se pravi območje je razdeljeno, se pravi gre za sanacijo po poplavah, območje je razdeljeno na zgornji makadamski del in spodnji asfaltiran. Zdaj dela na zgornjem delu potekajo, se pravi tukaj se ureja makadamsko cestišče pa propusti. V nadaljevanju je pa predvidena tudi sanacija, se pravi spodnjega dela, se pravi sanacija asfalta v vrednosti slabih 600.000 evrov, vrednost zgornjega znaša dobrih 300.000 evrov. Zdaj trenutno dela na spodnjem odseku, se pravi tak je bil že prej asfaltiran, ne potekajo, ker je zdaj na srečo ali pa na žalost, ker je pač dela še vedno izvaja hidrotehnik in dokler hidrotehnik ne zaključi z urejanjem struge, se tudi na tem spodnjem delu dela ne bojo mogla pričeti izvajati, ampak se pravi na srečo dela vsaj hidrotehnik izvaja, tako da zadeve v bistvu v redu potekajo, no, tako da takoj, ko bo pa mogoče, bomo pa tudi mi nadaljevali sanacijo cestišča, pa ukolikor bo vse nekako izpolnjeno oziroma vse šlo po načrtih, bomo gradili tudi fekalno kanalizacijo. Se pravi, na odseki, ki se dela še ne izvajajo, bodo dela začeta najkasneje v mesecu novembru in predvidoma dokončana v decembru letošnjem letu. Dela se izvajajo v različnih širinah cestišč, nekje je potrebno predhodno zagotoviti tudi oporne zidove oziroma druge elemente cestišča. Kot je že povedano, zaradi izvajanja dodatnih del na nekaterih odsekih in podaljšanja tras zaradi optimalnejše izvedbe posameznih sklopov, predvsem na hribomitih območjih. Dela na odsekih v Šmartnem, v Tuhinju pa Klemenčevo, Zakal v letošnjem letu najverjetneje ne bodo izvedena. Navedeni odseki, ki pa morda ne bi bili izvedeni v letošnjem letu, pa bodo realizirani v sklopu naslednjih projektov skladno s pač razpoložljivimi sredstvi, upam, da jih bo čim več za ta namen. Hvala. Hvala za odgovor, pa tudi ekipi za to, da vse te razpise in vse te dela pripravlja in aktivno bdi nad sanacijo pa nad novogradnjami. Želite, Bojana, dopolnitev? Ne. Potem naslednje vprašanje bo v imenu svetniške skupine SDS zastavil Matija Siter Močnik. Izvoli. Ja, hvala lepo za besedo, lepo zdrav vsem skupaj. Za leto 2025 je v občini Kamnik predviden sprejem nove oziroma novelacije obstoječe celostne prometne strategije. Leta je tudi podlaga za pripravo in prijavo projektov za morebitno sofinansiranje izgradnje prometne infrastrukture. V dosedanjem obdobju je strategija v ospredje postavljala trajno mobilnost znotraj mestnih jeder, odprave arhitektonskih ovir za dostop do javnih zgradb in podobno. Z naraščajočim trendom v turizmu, še posebno z aktivnim preživljanjem dopusta, pa se povečuje število turistov, kateri kot sredstvo mobilnosti uporablja avtomobil oziroma avtodom in so usmerjeni v odkrivanje širšega dela naše občine, ne zgolj ožjega središča.
Potrebe po migracijah tako občanov kot tudi obiskovalcev naše občine iz leta v leto naraščajo, kar se nenazadnje odrazi tudi na naših cestah, ko sedaj že dnevno stojimo v koloni, katera se večkrat le mukoma premika. V okolici mestnega jedra, zdravstvenega doma in tudi obeh šol pa je iskanje prostega parkirnega mesta postala prava avantura. Zadeva postane še toliko bolj zaskrbljujoča, ko smo pred dnevi prebrali, da naj bi občina pridobila sofinanciranje za izgradnjo nove športne dvorane v neposredni bližini omenjenih objektov. V luči tega nas zanima, ali bo celostna prometna strategija skladno s svojim imenom obravnavala tako ureditev mirujočega prometa na širšem območju naše občine, identifikacijo potreb in strateško ureditev dovoljšnih parkirnih površin ter ureditev prometa z avtomobili tako lokalnega kot tranzitnega. Ali bo obravnavala tudi ukrepe urejanja pretočnosti prometa, zmanjševanja prometnih zastojev, morda ponovno odprla sedaj že leta, če ne desetletja staro idejo o zahodni obvoznici, oziroma iskala alternative takratnemu projektu ali pa celo iskala nove rešitve v tej smeri. Nadalje je bilo veliko črnila prelitega okoli teme dvotirne železnice Kamnik-Ljubljana in morebitne navezave na letališče Jožeta Pučnika. Bo tudi to upoštevano pri pripravi strategije in kako daleč je ta projekt? Vkolikor to ne bo tema celostne prometne strategije, nas zanima, na kakšen način se občina loteva reševanja zgoraj opisanih izzivov, kako daleč je z morebitnimi projekti oziroma kdaj lahko pričakujemo začetek urejanja zgoraj opisanih težav naših občanov, da bi pri naslednji obravnavi OPN-ja že lahko upoštevali tudi dejavnike urejanja prometa in pripravili ustrezne podloge ter projekte posledično umestili v razvojne programe občine, kot morebiti tudi države. Hvala. Hvala. Odgovor bo prebrala gospa Alenka Babnik. Izvoli. Dober dan in en lep pozdrav tudi z moje strani. Torej v nadaljevanju podajam odgovor na svetniško vprašanje. Najprej glede občinske celostne prometne strategije. Torej, občina Kamnik je v letu 2024 pristopila k izdelavi občinske celostne prometne strategije. Pri pripravi tega dokumenta je potrebno slediti nacionalnim smernicam za pripravo OCPS in tudi minimalnim standardom za izdelavo OCPS. Oboje je izdalo oziroma predpisalo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Ta pristop, ki ga narekujejo omenjene smernice, se razlikuje od izdelave običajnih prometnih načrtov. Začne se z opredelitvijo vizije in ciljev občine na področju prometa, nadaljuje se z usmerjeno analizo obstoječega stanja in šele na podlagi naštetega predlaga potem ukrepe, ki so tesno vezani na uresničevanje postavljenih vizijev in doseganje zastavljenih ciljev. Pri izboru ukrepov imajo tudi tokrat prednost mehki ukrepi oziroma tako imenovani ukrepi trajnostne mobilnosti, ki ne vključujejo gradnje, temveč poudarjajo trajnostni potovalni način in ki nadomeščajo uporabo avtomobilov. Šele, če slednji ne rešijo težav, potem pristopamo k infrastrukturnim rešitvam. Torej, občinska celostna prometna strategija občine Kamnik bo strateški dokument občine o usmerjanju razvoja in celostnega upravljanja prometa na njenem območju. Predpisan je tudi proces priprave OCPS-ja in v osnovi izhaja iz pristopa celostnega prometnega načrtovanja. V postopku izdelave z namenom celostne obravnave izzivov na področju prometa, razvojnih priložnosti in potencialov občine so k sodelovanju poleg predstavnikov občinske uprave, strokovne javnosti, vabljeni predvsem tudi občanke in občani. Do sedaj so potekale že številne delavnice, javne razprave, mnenja še vedno zbiramo tudi s pomočjo anket in intervjujev. Predvsem si poskušamo res vključiti čim širši krog občank in občanov, tudi z uporabo sodobnih metod vključevanja javnosti. Predvsem je za nas zelo pomembno, da vključimo občane in občanke ne samo iz mestnega središča, ki so resnici na ljubo majčkeno bolj aktivni kot iz ostalih območij občine, temveč tudi iz ostalega območja občine. To je za nas bi bilo kar ključno. Zdaj, izvedena je bila že anketa, ki jo je rešilo kar 400 Kamničank in Kamničanov in te prvi rezultati kažejo, da si ljudje v Kamniku nekako bolj želijo izboljšanja pogojev za varno in udobno hojo in kolesarjenje, seveda tudi izboljšanje javnega potniškega prometa, kot pa same širitve in grada novih cest za hitrejše potovanje z avtomobilom.
Še vedno so vse te spletne platforme odprte, tako da lahko podate svoje predloge ukrepov na naš interaktivni zemljevid. Mislim, da vam je raven danes še ponovno dala naša sodelavka Barbara, no, in če to niste, se res splača pogledati in podati neke svoje mnenja in ukrepe. Zelo veliko smo jih že dobili, ampak zelo zaželjeno, no, da imamo res en širok nabor teh. Najprej smo imeli izzive in zdaj pa že podajamo, se pravi, drugo fazo, to so ukrepi. Občina Kamnik je v sklopu tega dokumenta že izvedla tudi kar nekaj analiz. Ena je bila tudi analiza parkirnega utripa na parkiriščih znotraj mestnega središča, to so najbolj pereča parkirišča. Vzeli smo parkirišča vse od Doma kulture pa do zdravstvenega doma, se pravi vse znotraj ožjega mestnega območja. Predvsem smo ugotavljali, katera parkirišča so zasedena ob različnih urah dneva, kdo parkira na teh parkiriščih, ali so to stanovalci, so zaposleni, so obiskovalci. No in dejansko rezultati kažejo, da so ta parkirišča v Kamniku kar obremenjena v primerjavi z ostalimi primerljivimi občinami, velikostno gledano. Prav zaradi tega bo tudi eden izmed ciljev oziroma strateških vodil, kot se zdaj to uradno imenuje v tem dokumentu, z področja tega mirujočega prometa, učinkovito upravljanje parkirnih površin v mestnem jedru, v okolici izobraževalnih in javnih ustanov ter ob turističnih točkah in tudi turističnih območjih. Se pravi, ustrezna parkirna politika. To je zdaj eden izmed teh, bom rekla, vodil, ki se je zdaj že izkazal, ne. In v naslednjem koraku bodo potem tudi ukrepi, ki bodo povezani s tem doseganjem cilja. Predvsem bodo na področju parkiranja, predvsem parkirna politika. Seveda pa poudarjamo, da ker je OCPS strateški dokument, to pomeni, da ukrepi, da ne bodo točno predvidene ukrepi za posamezni parkirni režim in za posamezno parkirišče. To je v nadaljevanju stvar konkretne infrastrukturne ureditve in konkretnih izvedbenih načrtov. Vsekakor pa bo umestitev ukrepov z področja učinkovitega upravljanja parkiranja v akcijski načrt občinske celostne prometne strategije Kamnik občini omogočila pridobivanje sredstev za izvedbo konkretnih infrastrukturnih ukrepov. Občinska celostna prometna strategija mora biti na občinskem svetu sprejeta najkasneje do 30.4.2025. In tako bo občina izpolnila obvezen pogoj za kandidatiranje na javna sredstva za sofinanciranje prihodnjih ukrepov na področju mobilnosti. To pa bodo izvedbeni ukrepi in tudi infrastrukturni ukrepi. Prav zaradi tega je sprejem tega dokumenta osnova in tudi nujnost. V nadaljevanju vprašanja je bilo vprašanje glede prometne problematike v okolici zdravstvenega doma. Občina Kamnik sicer prometno problematiko rešuje glede na potrebe in razpoložljiva sredstva ter tudi glede na pobude občank in občanov. V tem okviru izvaja oziroma dopolnjuje sistem prometne signalizacije, elemente umirjanja prometa, grbine, razne ozaveščevalne akcije in tudi druge. Vezano na problematiko prometa na območju zdravstvenega doma in srednješolskega centra je občina že pridobila idejno zasnovo, v nadaljevanju pa je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja za avtobusno obračališče oziroma postajališče, ki bo lahko služilo tudi avtomobilom, ki se ustavljajo pred šolskim centrom in s tem povzročajo zastoje. Tako imenovana drop-off, drop-on točka. Zahodna obvoznica in nadgradnja železniške proge ter umestitev koridorjev v OPN v aktualnih spremembah in dopolnitvah številka 2, ki so pripravljene na podlagi zakona o urejanju prostora 2 in jih boste obravnavali na tej seji, te predmetne problematike še ne vključujejo. Umestitev dvotirne železniške proge ni v pristojnosti občine, temveč se rešuje v državnem prostorskem načrtu, ki je trenutno v fazi podaje stališč k predlogu študije. V skladu z veljavno zakonodajo na področju urejanja prostora, to je sedaj zakon o urejanju prostora 3, pa bo treba pred vsako naslednjo spremembo občinskega prostorskega načrta, poleg številnih študij, izdelati nov občinski prostorski plan, strateški del in le tega uskladiti z regionalnim prostorskim planom, ki bo verjetno vseboval tudi prometno ureditev regije.
Tako da tranzitni prometni tokovi, kot tudi železniška infrastruktura, to bo del, saj tako zaenkrat kaže, regionalnih prostorskih planov. Seveda bo pa treba tudi te koridorje oziroma te projekte umestiti tudi v spremembe nadaljnega OPN-ja, in zaradi tega bo treba, posebno če bodo to umestitve na kmetijska zemljišča, bodo potrebne študije, ki zadevajo določitev poselitvenih območij za dolgoročni razvoj naselij, potem, kot sem že omenila, določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč in posegov na kmetijska zemljišča in tudi s tem nov strateški del občinskega prostorskega načrta. Tako da pred samim sprejemom naslednjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta na seji občinskega sveta bo treba izvesti tudi tehnične posodobitve. Hvala. Hvala. Želite dodatno? Izvolite, Matija. Ja, hvala lepa za odgovor. Me veseli, da je ta priprava celostne prometne strategije tako zaživela. Me pa skrbi, da občani ne bojo podali nekih strateških usmeritev, kako razvijati samo infrastrukturo. Zdaj, omenjeno je bilo, da je bilo oddanih nekje 400 pobud občank in občanov, ki se nanašajo bolj na varno in udobno hojo in kolesarjenje. Mislim, da je tle tudi zelo pomemben faktor, kdaj in kje se te ankete izvajale oziroma z katerega predela in pa starostne kategorije občanov, ki so to dale. To, da se celostna prometna strategija nanaša na bolj mehke prehode, to razumem, mi pa nekako manjka ta del nekako strateško razvoj infrastrukture samega prometa. Zdaj, če bojo to regionalni prostorski načrti obravnavali, super, bi si pa želel, da je občina tle aktivna zraven, da daje predloge ne samo za tranzitne tokove, ampak za reševanje same občinske prometne problematike, ker smo zelo razvejana občina od ruralnega do mestnega področja. Imamo pa že sedaj velike težave in izzive, kar se tiče prometa, ki bo iz leta v leto hujšano. Hvala. Hvala. Dejansko mi tudi, bom rekla, veliko pričakujemo od teh regionalnih prostorskih planov, ker dejansko vsi ti tranzitni tokovi so problematični za celotno regijo, ne samo za občino, in pa tudi druge infrastrukturne ureditve, ključne, recimo železnica, tako da upamo, da bo to seveda v teh nekako vključeno. Absolutno bo pa občina aktivno sodelovala, tako kot tudi že zdaj sodeluje v sklopu, recimo zdaj, ko se je začel pripravljati državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge Kamnik-Ljubljana, ravno tako občina aktivno sodeluje, že podala svoja stališča in mnenje. Seveda vedno je vprašanje, glede, bom rekla, koliko bojo ta mnenja upoštevana, ampak glede na take pomembne infrastrukturne projekte računamo, da absolutno bomo imeli besedo pri tem. Jo moramo imeti. Hvala.